Še eno, kar se vam bo tudi dogajalo. Poslabšanje splošnega stanja. To se pogosto zgodi. Glejte, ko boste enkrat se odločili, jaz bom dal pa zdaj to zdravilo temu otroku ali pa komorkoli. To ni nič narobe. Dajte mu, bodite pogumni pa dejte. Potem pa bodite zelo kritični 2, 3, 4, 5, 6 ur potem, kaj ste zdaj s tem zdravilom naredili. Če boste naredili, da se bomo vse skupaj poslabšali, potem ga pustite na mir. Stvar se bo počasi vrnila v svoje stare tire. Če boste pa zdravilo, ki je zadevo poslabšalo, ponavljali naprej, potem pa ni dobro. Tisto se pa lahko zgodi primer, ko se stvari začnejo komplicirati, ko se patologija po nepotrebnem vleče dalj časa, kakor bi se, če bi jo pustili enostavno na mir. Dve varianti, zakaj se to zgodi. Lahko smo dali popolnoma napačno zdravilo in bolezen je šla naprej v svojem poteku. Velikokrat je tako, kakšna hujša reč se začne počasi z nekimi manj specifičnimi simptomi, potem je pa vse slabše pa slabše. Pljučnica se ne razvija čez noč v glavnem, ampak en teden razvija in potem je že zelo človek prizadet. In karkoli smo dali, se zadeve ni dotaknili, da bi jo ustavili, ampak stvari grejo naprej. In ta napredek teh bolezni je tak, da se stvar poslabšuje zaradi tega. V tem primeru je simptomatologija pestra. Simptomi se ojačajo, postanejo bolj intenzivni, več lahko o njih povedaš, dobivajo boljše modalitete, kot so jih imeli na začetku, in je to navsezadnje lahko nekaj dobrega, ker se šele pol pokaže prava bolezenska slika, šele pol vemo, s čim imamo pravzaprav opraviti. In moramo predpisati novo zdravilo glede na spet aktualno klinično sliko, glede na te simptome. To vedno, tukaj je napisano, bodite v kontaktu z zdravnikom uradne medicine in s homeopatom. V teh primerih ni dobro sam štrikati. Najte koga, da vas bo spremljal, ker so stvari klizave. Drugi primer pa je, da ste z zdravilom potisnili simptomatologijo. Najbolj zlorabljeno zdravilo številka 2 je alium cepa. Po domače čebula. Čebulo vsi zelo dobro poznamo, ker ko jo režemo, vsi jokamo, pa iz nosa nam teče, pa izsozimo se, pa tako naprej. Potem je to kar naenkrat postalo zelo popularno zdravilo za začetni prehlad. Ko si kihaš, ko ti iz nosa teče, iz oči, tako naprej. To je pa tako kot čebula. In že ko v lekarno alium cepa z veseljem dobiš in potem to vzameš in stvar se umiri, navidezno si boljši, potem pa začneš čez en dan kašljati, poznaš, dobivaš ene čudne težave z dihanjem, dušite in tako naprej. To pomeni supresija homeopatska. Potisnili smo simptom globlje noter v zadeve in potem imamo večji problem. Simptomatologija izgine z modalitetami vred. V nekih lokalnih rečeh je pacient boljši. Nimam več izcedka iz nosa, nimam več izcedka iz oči, vse sem boljši, v splošnem je pa slabši. Ima globlje težave, hujše, energija je nikakva, včeraj mi je tekala iz nosa, sem se saj še nekaj počutil, čeprav je bilo zoprn, zdaj se pa počutim nikakvo, iz nosa mi pa ne teče. To se zgodi velikokrat, če se takole predpisuje. Alium cepa za prehlad. Tako. To se vam utegne veliko zgoditi. Kaj narediti? Najboljš nič. Ne ponoviti zdravila, ker bo šlo sam še slabše. Boste namesto tega prehlada, ki bi ga v 3 dneh preboleli brez česarkoli, ampak samo z 100 robci, boste imeli 3 tedne atipično pljučnico. To se dogaja vsak dan. Zaradi tega smo tudi tako šolo naredili, da grejo informacije med ljudmi, kaj se lahko dogaja. Ne ponoviti. Nič narobe, če ste se zaleteli, pa če ste dali alium cepo za tako traparijo. Čakajte. Samo ena doza ne bo nič hudega naredila, ponavadi se povrne originalna klinična slika nazaj. Zdravilo je potisnilo zadevo, ampak telo ni
putasto. Ono bo šlo čez tole traparijo in ponavadi vrne na originalno klinično sliko nazaj. Tako da, če boste naredili traparijo, pa boste vedeli, kdaj se morate ustaviti, ne boste čisto nič hudega naredili. Sam za kakšen dan, dva boste podaljšali ozdravljenje. Vprašanje, če ste ga slišali, kako ločeš med, da je pravzaprav to izboljšanje, ki smo ga dosegali, reakcijo številka 1 in med tem, ker je tudi izboljšanje. Tukaj je izboljšanje. To pomeni, splošno je pacient od začetka slabši. Ni bilo nobenega splošnega izboljšanja. Je bilo samo lokalno izboljšanje. Nehali iz nosa težiti. Ampak on se ni nič boljš počutil. On se je iz začetka počutil slabši in se še vedno počuti slabši. V prvem primeru imamo izboljšanje splošno. Zaradi tega toliko poudarjam, bistveno pri ocenjevanju vsega tega je splošno stanje. Se pravi, če je splošno boljši, potem si na pravi poti. Tukaj je on v splošnem slabši. Patologija se poglobi, iz zgornjih dihal gre v spodnje, iz vnetje sečnice gre v vnetje mehurja, iz vnetje nožnice gre v vnetje endometrija, gre v, iz vnetja uhla gre v vnetje srednjega ušesa. Take reči se pogosto dogajajo. Temu rečemo Heringova pravila. Zdravljenje mora iti od znotraj na ven. Če boste zdravili kašelj, pa bo kašelj potem se izboljšal, potem bo pa začel burno težiti iz nosa, a smo tukaj naredili, je to nekaj slabega, je to nekaj dobrega. Kdo je za nekaj dobrega? Kdo je za nekaj slabega? Ampak on fejst kašlja, kiha, piha skozi, obupanje. Odlično obvladate. Če se boljš počuti, je to v redu. In patologija je šla iz globljega v bolj površinsko nivo. To se boste velikokrat zgodili, boste dali zdravilo, boste dobivali zoprne težave, ampak splošno se boste počutili boljše, ste na pravi poti, nimate kaj zgrešiti. Naraven potek viroze je tak, velikokrat, ja, imate prav. Začne se v nosu, spusti se dol v grlo, grlo boli in tako naprej in gre v kašelj. Potem gre lahko tudi nazaj naprej, ampak ponavadi ustane v kašlju in v pljučih in je potem zoprnija. Ja, to je naravni potek bolezni. Če smo se vmešali z zdravilom, ki ni nič naredilo, potem ločimo te dva primera s tem, da pri enem imajo pestro simptomatologijo, pri drugem to pomeni, da je šel naravni potek bolezni globoko dol v pljučih, dobimo kašelj, ki je tak pa tak, dobimo izpljunek, ki je tak pa tak, dobimo, ne vem, potenje, mrzlico in tako naprej. In takrat vemo, da smo brcnili zdravilo mimo oziroma da je šla patologija sama taka. Če je simptomatologija šibka, čudna, nikakva, nič ne moramo v njej povedati, potem smo z zdravilom potlačili zadevo in jo potisnili v pljuča in tam je zdaj eno pokašljevanje, energija nikakva, vročina 37,2, zvečer pa 37,3. Tako, ni žmohtne klinične slike. Takrat veste, ste na narobni poti, proč od vsega, halo, homeopat.